Pri Fordu so spomladi na njihovem največjem dogodku, na katerem razkrijejo vse svoje novosti, predstavili vizijo, kako bodo v prihodnje ponujali elektrificirane in hibridne avtomobile. Danes je ta realnost že tukaj. Na avtomobilskem salonu v Frankfurtu nastopata dva povsem nova hibrida. Prva stopnica na poti k Fordovi elektrifikaciji pa je nova Ford Puma. Puma naj bi sodila v razred SUV-jev. To je tisti razred, ki je doslej oziroma še vedno najbolje prodajan in najbolj rastoč. Ampak Puma ni več klasični SUV, ampak je bolj križanec. Tudi zato, ker nastopa z bolj športno obliko, a to vas naj ne zavede, saj je tale Puma v notranjosti tudi po naših izkušnjah že presenetljivo prostorna. Če bo Puma na voljo samo s hibridnim pogonom, pa bo naslednja stopnja Kuga. Kuga bo ponujala priključno hibridni sistem, s katerim se bo lahko peljalo plus minus 50 km zgolj samo na elektriko. In če smo Kugo doslej poznali kot robusten križanec, ta to ni več. V tretji generaciji so ga namreč v roke vzeli isti oblikovalci, kot so oblikovali novega Focusa, kar pomeni, da je veliko bolj športna in dinamična. Tretji hibrid na Fordovem razstavnem prostoru pa je veliki Explorer. Podobna zgodba, kot se je zgodila z Mustangom. Najprej je bil naprodaj samo v Ameriki, zdaj je tudi v Evropi, tudi Explorer. Najprej je osvojil Ameriko, sedaj so ga pripeljali v Evropo. In čeprav avto nastopa z všečno obliko in s hibridnim pogonom, si ga žal slovenski kupci zaenkrat še ne bodo mogli umisliti. Ford je vse te hibride pospremil tudi z drzno napovedjo, da bo že leta 2022 prodaja hibridnih modelov prekosila prodaja neelektrificiranih različic. Normal engines will still be around in our hybrid vehicles and plug-in hybrid vehicles and also mild hybrid vehicles, diesel and gasoline engine. However, the future emission standards looking further ahead will lead to conventional combustion engines becoming more expensive, also to comply with CO2. So at some point, having a hybrid electric powertrain will be cheaper, will be more cost efficient than further developing engines. So we'll see more electrification and less development, further development of engines for the sake of fuel economy. Of course, they will have to comply with emissions, also with Euro 7 and whatever the future will be. No, kako prostorna je Puma, smo spoznali že, ko jo je fotografiral študent Lovro Megušar. Hibride je Ford maloserijsko ponujal že doslej v Mondeju. Preverite, ali bi se izplačal tudi vam. Pa Focusa, tega gotovo že poznate, sicer kliknite. In kakorkoli, če še niste, kliknite tudi na gumb naroči, da vas bomo lahko še naprej obveščali.